Praznično jutro. Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v prazničnem jutru na Radiu Ognjišče. Danes, na 26. decembra, dan, ko je dan samostojnosti in enotnosti, in v našem studiu lahko pozdravim gosta, akademika, akademskega slikarja, likovnega teoretika, tudi aktualnega predsednika Prešernovega sklada, doktorja Jožefa Muhoviča. Dobro jutro. Dobro jutro tudi vsem vam na ta praznični dan. Pa bova začela najprej spomini, če se strinjate. Se mi zdi, da je vedno lepo slišati, kako se spominjate tega dneva slovenskega plebiscita, ki je bil 23. decembra, in potem tudi razglasitve rezultatov, ki pa je bila ta razglasitev dan po Božiču, se pravi 26. decembra. Se spominjate? Ja, seveda. Moj spomin na tale predreferendumski čas je še prav živ. Jaz sem na referendumu glasoval predčasno, 20. decembra. Dan je bil mrzel, zimski, ampak svetlo, brez megle. Lahko bi rekli, kot iz čistega srebra ulit. Nebo je bilo brez oblačkov, nobene megle ni bilo nikjer. Ljubljana je bila odeta v ene posebne vrste prazničnost. Jaz sem se odločil za predčasno glasovanje zato, ker smo se ženo takrat odločila, da bova to praznično nedeljo preživela z našimi starši na deželi. Moja žena je lahko tam tudi glasovala. Vsi smo bili polni nekega pričakovanja, polni neke novosti, še posebej zato, ker je bila moja žena takrat noseča. Žal pa je ravno na plebiscitno nedeljo v te dogodke kanila ena velika, huda kaplja pelina, in sicer spontani splav moje žene. In ta dogodek je na nek način na to praznično veselje za dolgo časa prilepil občutek ene posebne življenjske resnobe in teže. Se spominjate takrat, kako so bili Slovenci, smo bili povezani? V programu je magister Branko Cestnik povedal, da se teh dni spominja kot tistih dni, ko je bilo neko veselje na ulicah, da so se ljudje lahko klicali za brate in sestre v isti zadevi. Ja, jaz mislim, da vzdušje je pravzaprav bilo tako, nekaj tako povezujočega, kar redko srečaš. Običajno so ljudje na ulici pač v takih korektnih odnosih, ki so pa precej oddaljeni in hladni. Zadnjikrat sem poslušal misionarja Pedra Opeko, ki je na nek način malo zgrožen pripovedoval, kako tukaj v Sloveniji ljudi ni na ulici. Pravi, pri nas so vsi na ulici. Jaz bi vsakega v Ljubljani lahko pozdravil, pri nas jih pa ne morem. Danes je torej dan po Božiču, se imenuje tudi Štefanovo, in je praznik domovine. In se mi zdi tudi tako lepo metaforično povezano z današnjim dnem, torej da gremo od nekega rojstva pa do mučeništva, svetega Štefana, prvi mučenec, in slavimo praznik domovine. In vse to pravzaprav so bile neke postaje, ki so nas pripeljale do svoje države, pa tudi do tega, da lahko danes razmišljamo o tem, kaj je to samostojnost in enotnost. Ja, na zunaj se vse skupaj zdi tako kot ene vrste naključje, da je takoj po Božiču, kjer se pravzaprav vsako leto znova ne samo spominjamo, ampak pripravljamo na nek nov začetek, na neko novo leto, ki nam je še vedno dano, in takoj za tem dnem, za dnem Jezusovega rojstva, je tudi že takoj zraven prvi boj, prvo trpljenje, prvo mučeništvo. Ta metafora je seveda tudi metafora za slovensko državo. Tudi pri njej je pravzaprav bilo tako, da nas je potem, ko so se
Slovenci tako prepričljivo, skoraj da enoumno odločili za eksodus iz Egipta, če ostanemo še naprej pri biblijskih primerjavah, to pomeni, potem je Slovenijo še marsikaj čakalo. Pa seveda tudi pred tem, tako kot vemo danes, saj tale ideja o plebiscitu pravzaprav ni izrasla v topli gredi ali pa recimo na kakšni zmrznjeni decembrski jablani. In takrat, kot ste omenili, je bila izjemna volilna udeležba, se pravi 93,2% in pa zgodovinski rezultat 95% tistih, ki so glasovali, je odgovorilo pritrdilno, kar je 88,5% vseh volivcev, ki so takrat lahko glasovali. Vas je takrat ta rezultat presenetil? Ne. Takrat je bilo v zraku neke sorte tako vzdušje, da smo mi pravzaprav slutili ali pa vedeli, da pravzaprav rezultat ni vprašljiv. A ne? Mogoče je bilo pred tem, ko so politiki načrtovali dvotretjinsko večino, to mogoče bolj problematično, ampak ko so se stvari začele odvijati, je bilo ljudem kar jasno. Jaz sem vesel takega rezultata, me pa seveda bistveno bolj žalosti, da take volilne udeležbe nikoli kasneje ni bilo. Res je, da se kasneje tudi nikoli nismo več odločali o tako hrepenensko pomembnih in ključnih zadevah, pa vendarle vse naslednje volitve, vsi naslednji referendumi niso bili tako malo pomembni, da bi volilna udeležba lahko tako zelo padla, kot je dejansko, recimo na 30 in 20%. Mislim, da je to vsaj deloma povezano z dvema faktorjema. Eno pri starejših volivcih je, kako bi rekel, izkušnja kvazi volitev v bivšem režimu. Volitve takrat pravzaprav niso odločale o ničemer, ljudje so se navadili, da je tako in da če ne odločaš o ničemer, ti pravzaprav ni potrebno niti priti na volitve. Pri mladih volivcih se mi pa zdi, da je to močno zasidrano v akutnem pomanjkanju državljanske vzgoje, ki na nek način rezultira v, narekovajo rečeno, nezanimanju mladih za politiko, torej za javne zadeve, kar je recimo pri vsestransko informirani mladeži v informacijski dobi izjemno nerazumljivo. Govori pa seveda ta velika volilna udeležba in tudi ta rezultat, pa vendarle o tej ključnosti tega dogodka. Ne? Si skoraj da upam trditi, da v slovenski zgodovini ni bilo nobenega pomembnejšega dogodka od tega. Ne, in Slovenci smo ga dobro prestali glede na volilni rezultat. To pomeni, da je recimo tale potreba po tem, da se konstituira narod in kasneje nacija, bila ne samo na zavestni ravni tistih, ki so pravzaprav najbolj zaslužni za to, da so se ti dogodki odvili tako, kot so se, ampak da je bilo tudi na nezavedni ravni ljudi, da so spontano čutili to pomembnost, ta hrepenenski elan, ki se je mogoče kapljico za kapljico nabiral stoletja. In enkrat so te kapljice prodrle na dan in te sile ni bilo več mogoče zaustaviti. Akademik dr. Jožef Muhovič, do septembra se je 2005 namreč ta praznik imenoval le dan samostojnosti, potem pa so ga dopolnili še z enotnosti, saj smo Slovenci takrat pokazali največjo mero enotnosti v svoji zgodovini. Seveda, če se pogleda na stanje danes, lahko o enotnosti zgolj špekuliramo oziroma bi jo zelo težko našli celo v kakšnem pevskem zboru. Ja, z mojega stališča se mi tale dodatek in enotnosti ne zdi tako
pomemben dodatek k temu prazniku. Sam sem celo prepričan, da ga dela manj jasnega, zato ker beseda enotnost nima samo enega in enoumnega pomena. Recimo en vidik enotnosti je, lahko rečemo, tisti vidik, ki je ob letošnjih poplavah spontano prišel na plano v obliki spontane človeške solidarnosti. Ponavadi se ta solidarnost pokaže takrat, ko je kakšna velika zunanja ogrožujoča sila in kadar so ljudje v hudi eksistencialni stiski. In takrat se ta solidarnost prav blagodejno razprostre preko osebnih meja ljudi. Tudi tokrat je bilo tako. Drugi vidik enotnosti so enotnost hrepenenj, o katerih smo prej govorila. Tretji vidik enotnosti je sodelovanje pri istem cilju, naprimer v politiki, ki ga po referendumu pravzaprav ni bilo. Enotnost četrtič pomeni tudi to, da skušamo poenotiti naše misli in utišati vse disonantne glasove, ki niso v skladu z določenim pogledom na stvari in na svet. Mislim, da je to logika nekih tujih časov, nekih preteklih časov, torej nekih družb, ki si kompetentnosti ne upajo privoščiti. Mislim, da moderni čas s tako enotnostjo nima kaj početi, ker je danes situacija takšna, da je kompetitivnost konkurenčnih idej tista, ki lahko kaže pot naprej. Da pa ugašanje ali pa poenotenje idej to ravno zavira in zapira, ker nove različne ideje odpirajo nove poti. Enake ideje pa te poti v prihodnost zapirajo in jih obračajo nazaj. Ampak dejstvo je, da takrat od decembra 1990 pa do junija 1991 je vendarle bila neka enotnost in mogoče jo Slovenci pogrešamo predvsem zaradi tega, ker smo že po naravi nekako prepirljivi, ker imamo radi vsak svoj prav, ker imamo radi vsak dvorišče pometeno po svoje. Jaz mogoče včasih pogrešam ta skandinavski vidik, ko so se uspeli politiki tam domeniti, kakšne so tiste smernice, ki so za državo pomembne. Se pravi, za nas je pomembno to in to in to. In je pravzaprav vseeno, kdo je na oblasti. Dokaži se torej s svojimi dejanji, potem te bomo izvolili, ampak vizija našega naroda je pa taka. Pri nas se pa včasih zdi, da pride ena oblast in imamo potem povezovanje z enim polom evropske perspektive, potem pride druga oblast in se poveže z popolnoma drugimi. Skratka, neka stihija, tudi vi to opazite. Ja, lejte, če se znova zatečem k eni biblijski primerjavi. Izraelci so svojo državo snovali na 3 stebrih. Prvi steber so bila hrepenenja, je bila volja, da se to državo naredi, da se zapusti egiptovske lonce mesa. Drug steber so bili zakoni, pravila in tretji steber so bile, če zdaj tako rečem, svete stvari, o katerih se ni mogoče igrati s preglasovanjem. To, kar ste vi prej povedal v skandinavski izkušnji. Torej, dogovor o tem, kaj je pravzaprav nepremakljivo. No, Slovenci pravzaprav zaenkrat imamo te temelje, če lahko tako rečem, v obliki vogelnega kamna, ne pa še dograjene. Zlasti tale tretji del, kaj je za nas
neogibno, pomembno, nepremakljivo in sveto, če lahko tako rečem, to nam pravzaprav ni jasno. Namreč kam se nagibamo, ne? Proti vzhodu, proti zahodu, tako, proti demokraciji, proti bolj avtoritarnim pogledom. Ne? Odločitev, kar se tega tiče, je pa težavna in je na nek način ne moremo sprejeti. Vsaj zdi se, da kolebamo sem in tja. Kako se vam zdi, dr. Muhovič, da se Slovenci po več kot 30 letih od takrat zavedamo ključnosti tistih dogodkov? Prej sem omenil, da si sam predstavljam dan slovenskega plebiscita kot daleč najpomembnejši dogodek v zgodovini našega obstajanja, ne? Pa zdaj naj obstajamo tukaj že od pradavnih trenutkov, če gledamo na neke venetske teorije, ali pa od prihoda izza nekih vzhodnih step, kakorkoli že. Ja, to je gotovo strašno pomemben vidik. Na zunaj kažemo, koliko nam te stvari pomenijo. Vi mogoče poznate kakšen primer, recimo človeka, ki je bil na srčni operaciji in datum te operacije šteje kot za svoj drugi rojstni dan. In ga praznuje, nikoli ne pozabi, da mu je bilo življenje tako rekoč drugič podarjeno. Tudi če si tako samo misli. Zdaj, če pogledamo slovenska praznovanja, recimo tega velikega, najpomembnejšega dogodka, lahko ugotovimo, da kakšne posebne evforije ni, da se zadovoljujemo s protokolom, da se zadovoljujemo recimo z ne preveč vsebinskimi vidiki, da zadostimo vsem protokolarnim zadevam, da nas pa zadeva ne veseli na tak način, kot recimo kristjani praznujemo nedeljo Gaudete. Torej, veselite se. Tega veselja pravzaprav niti na državni proslavi ne vidimo veliko, vidimo veliko ali pa slišimo veliko protokolarnih stvari, ki so vse na mestu in tudi morajo biti, ampak ne prerastejo v splošno veselje. Veliko narodov bi malih, če bi imeli možnost, da bi lahko praznovali praznik osamosvojitve, skakalo do neba. Baski recimo, vzemimo za primer, ki se jim... Katalonci, ker se jim ta zadeva pravzaprav ni posrečila. Bretonci so se pa kar zlili s Francozi. Ja. In jih pravzaprav tako ni. Ne? Kdaj bomo, dr. Muhovič, podrli spomenik revoluciji, ki še vedno kraljuje na osrednjem trgu pred slovenskim parlamentom, in postavili veliki obelisk slovenski samostojnosti, suverenosti, tudi enotnosti, če že govoriva o današnjem dnevu? Zdaj, mogoče bo tale moj odgovor koga presenetil. Jaz mislim, da nikoli. Že lotili se stvari nismo prav. Spomenik osamosvojitve gradimo najprej 30 let prepozno. Zanga pravzaprav še nismo dobili nobenega eminentnega toposa v glavnem mestu te države. Pravzaprav, če ne bi bilo stare Avstro-Ogrske, mi pravih zunanjih znakov, razen socialističnega parlamenta, znakov državnosti sploh še ne bi imeli. Recimo tisti, ki so že kdaj bili v Skopju, so lahko opazovali, če ne že tudi občudovali, pravzaprav neko čisto nasprotje. Makedonci so si dali neverjetnega duška ob tem, da so dobili svojo državo. Slovenci pravzaprav nismo zgradili nobene arhitekture, nobenega
spomenika, recimo, ki bi na zunaj pričal o vitalnosti in intenziteti občutka o tem, da imamo svojo lastno državo. Črno slikate. Niti ne, jaz mislim, da je taka realnost. Pravzaprav iz črnine lahko pride ven belina, če nam zadeve zares toliko pomenijo. A ne? Vse je odvisno od našega občutja. A ne? Kaj lahko recimo pa naredimo običajni ljudje, ki nimamo takega vpliva, recimo, kot ga ima politika, da bi se pa nekaj takega vendarle naredilo, obeležilo, pokazalo, da bi, ne vem, znotraj srca plapolalo neko pristno veselje, ki bi se lahko manifestiralo tudi javno. Ja, vidite, problem tega plapolanja je vedno intimnega plapolanja je vedno povezan tudi z možnostjo, da je to plapolanje eksplicitno, da lahko na nek način dobi potrdilo tudi v zunanjem svetu. V notranjem svetu se dogajajo pomembne stvari, ampak te ostanejo posamezniku, če jih ni mogoče izraziti navzven. Da je to, kar imamo čisto običajni ljudje, so volitve in zdrava, torej nebolana pamet. Kaj pravzaprav to pomeni? Torej oboje, in volitve in zdravo pamet, če imamo. Vprašanje pa je, če znamo oboje tudi investirati v prihodnost naših rodov, ne pa v preteklost. Naš problem je, da zaenkrat pravzaprav z volitvami še nismo uspeli preobrniti negativne kadrovske selekcije v pozitivno kadrovsko selekcijo. Včasih smo poslušali, da pravzaprav nimamo dveh elit, ki bi lahko oblikovali vlado. Zdaj vidimo, da jih imamo. Samo izbirati se pravzaprav še nismo naučili iz preprostega razloga, ker za razliko od drugih demokracij, velika večina naših državljanov v prejšnjem režimu volitev pravzaprav sploh ni poznala, ker so bile volitve kvazi volitve, na katerih se ni nič volilo, in ljudje se pravzaprav nismo naučili tega, da volimo za naš vsakdanji svet. Da ne volimo za politične elite, za stare ali za nove obraze, ampak, če zdaj zelo trdo rečem, za naše življenje in za naše denarnice. Mogoče to zdaj nekoliko bolje vidimo. Mogoče še kakšna navezava na aktualnost glede tega, da je vendarle danes tak dan veselja. Vi ste tudi aktualni predsednik Prešernovega sklada. Veselje je seveda tudi, ko lahko država nekoga izpostavi, ga za njegove dosežke nagradi. S kulturo imamo pa tako ali tako tudi probleme, ne samo z svojo državo, ampak tudi svojo kulturo. Z dojemanjem nje, da ne bo pomote. Ja, res je, da je pravzaprav za tem najpomembnejšim državnim praznikom osamosvojitve in enotnosti takoj prvi naslednji državni praznik Prešernov dan. No, Prešernovi nagrajenci mene vsako leto spomnijo posebej intenzivno na znamenito misel Friedricha Schillerja, tako rekoč Prešernovega sodobnika, v kateri pravi takole. Pravi, živi svojim stoletjem, služi svojim sodobnikom, vendar ne s tem, kar hvalijo, ampak s tem, kar potrebujejo. No, Prešernovi nagrajenci, vsaj v času odbora Prešernovega sklada, v katerem sem, smo si vedno prizadevali, da bi skušali med izjemno pestro ponudbo nagrajencev, če lahko tako rečem, izbirati tiste, ki so zadostili temu pogoju, da svojim sodobnikom nudijo to,
kar sodobniki potrebujemo, ne tisto, kar si želimo, ne tisto, kar bi nas uspavalo v, kako bi rekel, trivialnosti ali pa prijetnosti. Zdi se mi, da nam je to kar uspelo, čeprav je čisto mogoče, da bi glede na število ljudi, umetnikov, ki niso bili nagrajeni, lahko delali paralelno 3 Prešernovi skladi in vsako leto izbrali 3-krat po 8 nagrajencev in ljudi, ki bi jih bilo treba nagraditi, ne bi zmanjkalo. To pa govori o tem, kako vendarle tudi prepoznavamo moč kulture in umetnosti, ki nas je pravzaprav konstituirala. Recimo, če tukaj se navežem na Ukrajino, kjer poteka vojna, recimo Ukrajinci se svojim jezikom, svojo kulturo ne identificirajo tako zelo, da bi bil to njihov povezovalni atribut, kot je pri Slovencih, ne, se pravi jezik in kultura. Se pravi, imamo tudi tukaj eno veliko prednost ali pa eno povezovalno moč, ki ljudi od Mure do Jadranskega morja, pa od Alp pa do Krškega povezuje v eno enoto in nam daje danes tudi seveda to možnost praznovanja, razmišljanja o lastni preteklosti in pogledu vnaprej. Ja, mislim, da je ravno, jaz sem v svojem prvem govoru na Prešernovi proslavi zapisal, da je umetnost diamantna konica kulture. Zdaj, tale diamantna konica je pravzaprav tista, ki vrta v trdo skalo prihodnosti. Pogosto krat je ne vidimo, oziroma je vidimo šele takrat, ko napravi pot za tisto, kar je kultura od zadaj. Zdaj, kultura je velika stvar. Prej, ko smo se pogovarjali, sem rekel, da če sledimo etimologiji besede kultura od latinskega glagola colere, ki pomeni gojiti, potem se kultura ne začne na Ministrstvu za kulturo, ampak na Ministrstvu za kmetijstvo. Bi se pa seveda umetnost morala končati ali pa bi morala biti osrednji fokus Ministrstva za kulturo. In če še skleneva z današnjim dnem, 26. decembrom, dnevom samostojnosti in enotnosti, torej včeraj je bil božični dan, verjamem, da ste bili doma. Danes je pa že drugi dan, mimogrede, kako ste in kako boste praznovali. Odgovor je tukaj lahko zelo preprost. Nedeljsko. Gaudete. Veselite se, ker imamo nekaj velikega. Nekoč je nekdo lepo povedal, kaj vse bi morali pogrešati, če bi izginilo kar naenkrat to, za kar smo pozabili biti hvaležni. Jaz si ne želim, da bi tale država izginila samo zaradi moje nehvaležnosti ali pa premehne hvaležnosti. Akademik dr. Jožef Muhovič, hvala lepa za to, da ste bili danes z nami na dan samostojnosti in enotnosti in da ste nam pomagali razmišljati o pomenu tega dneva in seveda tudi zbuditi nekega slavnostnega duha v prsih, ki naj plapola. Želim vam lep dan še naprej in lepo praznovanje. Tudi jaz vam in vašim poslušalcem. Praznično jutro.